Kolikokrat takrat, ko jeste gobe, razmišljate tudi o zdravilnih učinkih, ki jih gobe vsebujejo? Ja, gobe so lahko tudi zdravilo. Številne vrste gob namreč nosijo v sebi imunsko krepilne snovi. Preparati iz teh gob pa že 20 stoletij zdravijo številne bolezni. To bo naša tema v naslednjih minutah. V studiu je direktor podjetja dr. Miko San, Zdravje iz Gliva, s sedežem v Zagrebu. Gre za prvo podjetje v Evropi, ki je specializirano za proizvodnjo preparatov iz zdravilnih gob in ki je v samem svetovnem vrhu na tem področju. Dobrodošli v Ljubljani v naši oddaji, doktor znanosti, gospod Ivan Jakopovič. Dobro jutro svima. Vaše podjetje se torej ukvarja s proizvodnjo preparatov iz zdravilnih gob. Ali je res, da so ti preparati zelo dobri pri raku? Da, to je istina. Najbolji primjer mogu iznijeti sa činjenicom da je prije godinu dana upravo ovdje u Ljubljani održana 4. međunarodna konferencija o ljekovitim gljivama. Sudjelovalo je oko 300 znanstvenika i stručnjaka iz 50-ak zemalja. Ja sam imao prezentaciju rezultata analize primjene intenzivnih doza ekstrakata iz gljiva u 105 slučajeva karcinoma dojke i 51 slučaj kolorektalnog karcinoma, karcinoma debelog i završnog crijeva. Ti ljudi, uglavnom sa uznapredovalim zloćudnim tumorima, recidivnim i metastatskim, su prosječno 40 do 80 dana uzimali visoke doze tih ekstrakata. Na kraju promatranog razdoblja 2/3 je bilo živo u obje grupe, a od živih oko 80% je imalo isto ili poboljšano stanje. To dokazuje, pored različitih drugih znanstvenih dokaza, da ljudi koji uz standardnu onkološku terapiju također koriste ekstrakte iz ljekovitih gljiva, umiru rjeđe, žive dulje i sa boljom kvalitetom života. Hvala lepa. No, gospoda bomo seveda na kratko prevedli. Pred enim letom je bila v Ljubljani mednarodna konferenca, na kateri je sodelovalo 300 znanstvenikov iz 50 držav. Pogovarjali so se dejansko o tem, ali ti preparati iz gob delujejo. 105 primerov pacientov z rakom na dojki in kar nekaj slučajev pacientov z rakom debelega črevesa so vzeli v primerjavo in z velikimi količinami tega preparata iz gob, ki so ga pacienti jemali, se je pokazalo, da je 2/3 od teh pacientov preživelo in da si jih kar 80% počuti boljše in da so se bolezenski znaki bistveno spremenili. Kar, če potegnemo črto, pomeni, da preparat dejansko deluje in da ne gre le za neko tradicionalno medicino, ampak da so tudi znanstvene raziskave dejansko potrdile to, kar je povedal tudi dr. Jakopovič. Torej, deluje zadeva pri raku. Komu pa je pravzaprav ta preparat namenjen? Ali lahko preparati jemljajo tako tisti, ki so še zdravi, recimo za preventivo, kot tisti, ki so se že srečali in se že bojujejo z neko boleznijo? Mi smo u našem poduzeću razvili 11 standardnih preparata, proizvodimo ih znači po našim vlastitim recepturama i vlastitim proizvodnim metodama, a preparati su namijenjeni i bolesnim ljudima i zdravima koji žele preventivno brinuti za svoje zdravlje. Razlika je u biti u tome koliko dugo uzimati neki od preparata i u kojim dozama. To se pravi, preparat lahko jemljajo tako zdravi, kot tisti, ki so se z neko boleznijo že srečali. Odvisno je le od količine tega preparata in od
tega, koliko časa nek preparat jemljemo. Seveda izredno zanimiva tema. Dr. Jakopovič, več podatkov najdejo vsi, ki jih tema zanima, na 2 spletnih straneh, ki jih boste videli tudi izpisani na ekranu, www.zdravljeizgliva.hr ali pa www.mikosan.com. Na voljo je tudi telefonska številka, prav tako bo izpisana na vašem ekranu. 00385, gre za hrvaško omrežno skupino, 1466 Dr. Jakopovič, tema zelo zanimiva, najin čas pa za danes takšen, upam, da se še kdaj srečamo. Hvala lepa. Hvala vam.